Pozdravljeni vsi skupaj. Pa smo dočakali Franja 25, najštevilčnejši kolesarski dogodek v Sloveniji. Tokrat sva z Miho prišla že zelo zgodaj, tako da sva bila prva v četrtem boksu, kljub temu pa se mi je zdelo, da je bilo letos veliko več ljudi v boksih spredaj, vsaj v primerjavi z lanskim letom. Kot vsako leto se je štartalo na polno, z Miho sva imela plan nekoliko pospešiti in se prebiti bolj proti čelu skupine, saj so me res skrbeli padci, elastike in podobno, kar se potencira proti koncu skupine. Do konca Tržaške sva se uspela prebiti že skoraj na čelo skupine, kjer sva se tudi ustalila. Dan pred dirko sem nekje na Facebooku videl tole objavo in kot da bi bral zapis samega Nostradamusa. Sam sem tudi pričakoval, da bo kakšna neumnost tukaj, tako da sem imel malo daljšo varnostno razdaljo. Uspelo mi je ustaviti pravočasno, seveda pa nisem računal na to, da me bodo ostali od zadaj nagazili. K sreči sem ostal na nogah, česar pa žal ne morem reči za kolo. No, je kar je. Nekako sem se izkopal iz kupa kolesarjev in koles, ki so bili na meni, in nadaljeval. Kmalu se nas je nekaj nabralo in sledilo je peklensko lovljenje prve skupine. Moram reči, da sem bil kar slabe volje zaradi tega. Namesto da bi šel normalen tempo do vrhniškega klanca, sem spet šel globoko v rdeče, da smo do konca vrhnike končno uspeli ujeti prvo skupino. Vzpon sem začel nekoliko konservativno, bal sem se, da me bo spet zmanjkalo na koncu, tako kot na Golteh teden prej. V retrospektivi sem mogoče malce pretiraval, takrat mi je bil tempo skupine okej, nisem pa pomislil na nevarnost, da se bo spredaj naredila luknja. Nekoliko sem dodal proti vrhu, a prva skupina je bila že predaleč, da bi jo lahko ujeli. Vseeno smo nekajkrat poskusili, a zaman, saj sploh ne vem, kaj se je dogajalo s to skupino, vsi smo se nekako izogibali vleki, menjave spredaj so bile kratke in ne preveč močne, tako da so nas počasi začele dohajati skupine za nami in tam pri Godoviču nas je bilo že vsaj 50. Sledil je spust proti Idriji in z največjim veseljem lahko rečem, da mi je končno enkrat uspelo v redu spustiti. Ne samo, da sem obdržal mesto oziroma nisem zaostal, še več, nekaj ostalih kolesarjev sem celo prehitel. Podaj smo se ponovno nabrali, švignili mimo krepčilne postaje v Idriji in nadaljevali proti Cerknem. Ponovno smo imeli problem z menjavami spredaj, pa res ne razumem, kaj se te ljudje sploh rinejo na čelo skupine, če potem nočejo vleči in samo luknje delajo. Zgleda, da nisem bil edini takšnega mnenja. No, kakorkoli, na poti me je ujela še skupina z Miho in skupaj smo nadaljevali pot proti Cerknemu, kjer se je začel najvišji klanec trase, vzpon na Kladje. Tokrat sem se iz nutricionističnega vidika res dobro pripravil. Na štartu sem imel s sabo več kot 3 litre tekočine in 700 kalorij v bombonih in gelih za energijo. Dan poprej sem si napisal približen plan in plonk listič s tem, kje in koliko naj bi pojedel in končno se mi ga je enkrat celo uspelo držati. Še vedno imam na sumu ravno dehidracijo in previsoke vate v begu za tiste probleme na Golteh, kakorkoli tokrat sem se na moje veselje počutil odlično. Za Kladje sem imel planiranih 320 vatov in z lahkoto sem jih držal ter se začel pomikati proti čelu skupine. Kmalu sem pred seboj zagledal Klemna, ki se mu je uspelo obdržati v prvi skupini in dobil sem dodatno motivacijo, da ga dohitim in tako skupaj nadaljujeva proti cilju. Letos je bilo res vroče in tokrat se nisem branil vodne ohladitve. Z visokim tempom smo nadaljevali proti vrhu in kmalu nas je dohitel kombi Grašca, kjer so bili tako prijazni, da so nam vodo natočili kar v bidon, kar je bilo sploh super, saj se nam tako ni bilo potrebno staviti na vrhu.
Sicer se je kasneje izkazalo, da s tem nismo pridobili ne vem koliko, saj smo se na spustu počakali in nabrali v skupino. Je bilo pa vseeno fino, saj smo v spust lahko šli nekoliko konservativneje in varneje. Začeli smo delati hitre menjave in bližal se je naslednji makadamski odsek zaradi del na cesti. K sreči sem bil na čelu skupine ravno jaz, tako da sem nekoliko zmanjšal tempo, tako da smo makadamski odsek prečkali brez hujših incidentov. Sledilo je hitro kolesarjenje po Poljanski dolini proti Škofji Loki. Letos smo imeli veter v hrbet, tako da smo bili še posebej hitri. Kmalu smo ujeli večjo skupino in ponovno nas je bilo okrog 30 skupini. Saj ne vem, kaj je bilo letos, ampak res kar naprej so bili neki problemi z menjavami. Ne vem, ali je za to krivo to, da je bila skupina tako velika ali kaj je bil problem, ampak kar naprej so bile težave, kdo bo vlekel spredaj in koliko časa. Kmalu smo prišli do Škofje Loke, še prej pa smo dobili še nekaj dodatne vode iz avtov, katero smo si prijateljsko razdelili po peletonu. V Škofji Loki sem dejansko pričakoval kakšen napad na tem klančku iz centra, a dejansko ni bilo prehudo. Sledilo je nekaj poskusov pobegov oziroma vsaj močnejših menjav, se na koncu ni zgodilo nič in v precej ležernem tempu smo nadaljevali proti Zbiljam in Sledniku. Po pričakovanjih je sledilo nekaj večjih pospeškov te klančke, a ponovno ni bilo nič iz njih, saj so se ubežniki na koncu vselej ustavili in počakali, da se vsi naberejo. Oziroma bolje rečeno, nihče ni želel vleči, tako da smo se potem vedno vsi zbrali. Sledile so Vodice in Skaručna, kjer so končno preplastili tisti razsut odsek ceste. Sam se zelo pogosto vozim tukaj čez, tako da sem tega še posebej vesel. Čakala nas je še zadnja past trase, makadamski odsek proti Gameljnam. Kot smo pričakovali, se je tukaj poskušalo z nekaj napadi v ospredju, a jim tudi tokrat ni uspelo zbežati. Nas je bilo vseeno preveč zadaj, ki smo bili dovolj pri močeh, da smo lahko pokrili vse napade. Ko že govorimo o tem makadamskem odseku, ali kdo ve, zakaj je vsako leto del Franja, se mi zdi nepotrebno tveganje vlačiti kolesarje čez ta makadam, glede na to, da voz skozi Šmartno ne bi bil veliko daljši. Pa tudi ne vem, ali se to samo meni dogaja, ampak zaradi visokega kontrasta med senco in soncem na tem delu skoraj vedno na slepo odpeljem ta makadamski odsek. Na srečo vsaj ni preveč lukenj. V Gameljnah se je Klemen odločil iti naprej in pridobiti malce rezerve za zadnji klanec, saj smo ponovno pričakovali napade. Ker mi je bilo smešno pri tem je, da ga sploh nihče ni lovil, pa si je navozil že kar nekaj prednosti. No, sledil je klanec in če že ne bo nihče drug, bom pa jaz Klemna lovil, sem si rekel. Ne, saj se hecam. V bistvu sem se počutil res dobro, tako da sem sledil prvemu napadu in potem pač nadaljeval z njim. Potem sem pa še toliko dodal in se potrudil, da sem bil prvi na spustu, saj sem ga potem lahko odpeljal v svojem tempu in mi ni bilo potrebno slediti ostalim izven svoje cone udobja. Tako smo prišli v Ljubljano, tudi tukaj se tempo ni ne vem kako dvignil in hitro smo prevozili Dunajsko ter se bližali Šmartinki s ciljem v BTC-ju. Dejansko sem se počutil še zmeraj odlično in začel sem razmišljati, kako bi se lahko postavil, da bi sodeloval v šprintu. Na moji levi so iz ozadja močno povlekli in šli naprej, sam sem bil zaprt, to sem poskušal srečo po desni, a na moj žalost se je ta odločil popustiti, tako da sem ostal zablokiran zadaj. Dobro, ni bilo nič od tega šprinta, se ne da sem kakršenkoli šprinter, tako da ni bilo veliko izgubljenega. Cilj smo prečkali s časom 3 ure 47 minut, res super rezultat, dosegel sem 76. mesto absolutno. Sprva sem bil kar slabe volje zaradi vseh padcev, nevlek in ostalih problemov na dirki. Res ne razumem, zakaj skozi Ljubljano ne organizirajo zaprte vožnje, da se malo omilijo te zadeve v začetku.
Pa tako se mi zdi, da bi lahko organizatorji z nekaj malimi spremembami izdatno izboljšali varnost, še posebej tukaj do Vrhnike, kjer so vsako leto res velika gneča in padci. Sam si rekel, da naslednje leto ne grem več na Franjo, predvsem me strah teh padcev, saj takoj lahko pride do kakšne poškodbe in je tako konec sezone. Še posebej meni, ki so mi ljubše gorske trase, bi bilo škoda končati sezono pred Alpami, etapami in podobnimi. No, sedaj pa ne vem, kaj narediti. Zaradi moje uvrstitve bi naslednje leto lahko štartal iz prvega boksa, kar je zelo, zelo velika prednost. Ne samo zaradi energije, ki je ni potrebno porabiti, da se privlečeš naprej, ampak tudi spredaj je skupina precej bolj varna pred padci. No, bomo videli, kako se bom o tem počutil februarja, ko bodo odprli prijave. Toliko za zdaj in se vidimo kmalu, že ta vikend na Alpah. Bomo preživeli.